Torej, Naturemin. Zakaj Naturemin? Študije pravijo, da imajo vse do 25% ljudi pomanjkanje vitaminov in mineralov. O sami pomembnosti vitaminov se res veliko govori, na minerale pa kar malo pozabimo, no? Pa so ravno tako pomembni, kot so pomembni vitamini. Dejansko brez mineralov so vitamini nekoristni, saj morajo vedno delovati skupaj z minerali in elementi v sledovih. Je pa tako, da človeško telo veliko vitaminov ustvari samo, a pri mineralih je drugače. Moramo jih dobiti s hrano oziroma prehranskimi dopolnili. Poglejmo si pomanjkanje mineralov, kaj pomeni. Glavni razlog za pomanjkanje mineralov je osiromašenost živil in neustrezna prehrana. Moderen način predelave hrane in z minerali revna plodna tla sta v bistvu najbolj kriva za manjšo vsebnost mineralov v živilih. Potem pa tudi hiter in stresen življenjski tempo, pa mnogo ljudi vodi v uživanje prazne in enolične hrane, ki ne more zadovoljiti potreb po različnih mineralih. Do pomanjkanja mineralov lahko pride tudi zaradi slabe absorpcije živil v črevesju in pa pogosti razlogi so tudi jemanje kontracepcijskih tablet, antibiotikov, diuretikov, stres, aditiv v hrani, antidepresivi, alkohol in kajenje. Do pomanjkanja mineralov pa pride tudi, kadar so povečane potrebe po njih. To so različna obdobja življenja in tako recimo nek mladostnik, ki se res veliko ukvarja s športom, potrebuje 3-krat več mineralov kot njegov vrstnik, ki ni tako telesno aktiven. Torej, več mineralov potrebujemo, če smo fizično aktivni, v nosečnosti, ko smo dlje časa pod stresom, ko smo kronično ali akutno bolni, v menopavzi in zrelejših letih. Gremo na kaj vsebuje. Forever Naturemin vsebuje 10 osnovnih mineralov iz morskih usedlin. Napredna mešanica biodostopnih mineralov zagotavlja priporočene vrednosti z maksimalno absorpcijo v telesu. Ta ekskluzivna multimineralna formula je bogat vir kalcija, fosforja, joda, železa, magnezija, cinka, selena, bakra in mangana. Te pa v telesu izvajajo vrsto nalog, med drugim krepijo kosti in celice ter sproščajo energijo. Vsebuje usedline iz morskega dna, ki jih strokovno imenujemo kelati. Kelati pa so odmrle morske alge, ki uspevajo le v posebnih delih morja. V tabletah pa so mineralne snovi iz morja in kelati sinergično vezani, kar pa zagotavlja mikro- in makroelemente. Nekatere minerale potrebujemo v večjih količinah, druge pa v manjših ali celo v sledeh, zato jih delimo v dve skupini. Prvo predstavljajo makroelementi, torej minerali, ki jih telo potrebuje in porablja v večjih količinah, kot so recimo magnezij, kalcij, fosfor, kalij. Drugo skupino pa imenujemo mikroelementi, to so pa tisti minerali, ki jih telo potrebuje v manjših količinah, vseeno pa so za delovanje telesa prav tako ključnega pomena. Sem spadajo recimo cink, železo, jod, selen, baker, mangan in molibden. Torej, minerali. Povsod lahko slišimo in tudi preberemo, kako nujno potrebujemo vitamine, pri tem pa pogosto pozabljamo minerale, ki so za človeško telo ravno tako pomembni. Telo minerale uporablja v različne namene. Potrebuje jih recimo pri izgradnji kosti, zob in mišic, pomembni so za pravilno delovanje srca ali možganov, za izdelavo hormonov in encimov, pa še bi lahko naštevala. Na splošno in na hitro povedano, minerali skrbijo za pravilno delovanje mišic, ohranjanje kosti in zob, nastanek hormonov, hemoglobina in beljakovin, hitrejše celjenje ran, tvorjenje encimov, ima močno antioksidativno delovanje in pa uravnava količino vode v telesu. Torej, Forever Naturemin vsebuje 10 esencialnih mineralov in mineralov v sledeh iz usedlin na morskem dnu in morskih rastlin.
Ta napredna mešanica biodostopnih mineralov res zagotavlja maksimalno absorpcijo vseh teh mineralov, katere sem že omenila. Bi si pa vzela čas in namenila besedo pomembnim mineralom, kaj je njihov namen in kako vplivajo na naše zdravje in dobro počutje. Pa kar pejmo na prve dva minerala, teda sta kalcij in železo. Kalcij je ključen mineral za razvoj in ohranjanje normalne mineralne gostote kosti. Je izredno pomemben v zgodnjem otroštvu, ko je rast telesa in v kostjah najhitrejša, ter pri starejših odraslih, ko se kostna gostota začne zmanjševati. Pomanjkanje kalcija lahko povzroča mišične krče, zmedenost ali izgubo apetita. Lahko se odraža tudi z neugodnimi spremembami na koži, nohtih in laseh. Predvsem pa dolgotrajno pomanjkanje kalcija poveča tveganje za krhke in lomljive kosti. Torej živila, ki vsebujejo največ kalcija, so mlečni izdelki, kot sta na primer jogurt in sir, v manjših količinah pa se nahaja tudi v zeleni listnati zelenjavi, kot sta brokoli in ohrovt, nahaja pa se tudi v konzerviranih ribah, kot so sardine in losos. Za lažjo absorpcijo kalcija potrebujemo tudi vitamin D, ki ga pa poleg toplih sončnih žarkov zagotovi tudi naš Forever Immublend, o njem se bomo pa pogovarjali kdaj drugič. Grem naprej na železo. Ta je vgrajen v vsako telesno celico in je res nujno potreben za normalno delovanje celic in celotnega telesa. Spada med mikroelemente in telesu pomaga pri izdelavi hemoglobina, ki po krvi prenaša kisik. Ključen je tudi pri aktiviranju določenih encimov in ustvarjanju nekaterih hormonov in pa seveda pri nastajanju kolagena. Pa še to, nosečnice potrebujejo bistveno večjo količino železa, saj ga plod res potrebuje veliko in tega nikakor ne smemo zanemariti. Samo pomanjkanje železa pa lahko vodi v slabokrvnost ali anemijo. Pogosta posledica pomanjkanja je tudi pomanjkanje volje in energije, utrujenost, slabša učinkovitost v šoli ali službi, pri športu, lahko se pojavi razdražljivost, hitra zadihanost, vrtoglavica, mogoče težave s koncentracijo, glavoboli, ter koža lahko postane utrujena in bleda. Če pa se količina železa v krvi zmanjšuje počasi, se tudi razne težave razvijajo postopno in jih zato težje prepoznamo, ter pogosto pripisujemo te težave kronični utrujenosti, stresu in podobno. V resnici pa je nepravilno delovanje telesa zgolj zaradi pomanjkanja železa. Tok v sam razmislek, kadar se znajdete v tej situaciji, bi bilo mogoče za začetek fajn povečati uživanje železa. Najdemo ga v rdečem mesu, zlasti v govedini, v morski hrani, kot so tuna, losos, školjke, jajca oziroma rumenjaki, bučna semena, suho sadje in tako naprej. Naslednja dva minerala sta magnezij in fosfor. Magnezij sodi v skupino makroelementov in igra pomembno vlogo pri več kot 300 biokemičnih reakcijah v telesu. Izjemnega pomena je pri izgradnji kosti in zob, pomaga uravnavati krvni pritisk in sladkor, pri strjevanju krvi in izboljšanju imunskega sistema. Recimo tisti, ki se borijo z migrenami, lahko povedo, kakšne blagodejne učinke ima magnezij na migreno, na zmanjšanje te bolečine. Recimo ob rahlem pomanjkanju nas telo ne opozori z ničemer. Ob večjem pomanjkanju pa lahko hitro pride do slabosti, mogoče bruhanja celo, vrtoglavice, nekega občutka šibkosti, pojavijo se lahko tudi mišični krči in tako dalje. Najdemo ga v mandljih in v drugih oreščkih, raznih semenih, špinači, brokoliju, mlečnih izdelkih in arašidovem maslu. Zdaj pa, če rabite izgovor, da bi šli v kino, pa vam zaupam, da se nekaj magnezija nahaja tudi v kokicah. Tako da tudi med tem, ko gledamo film in zaužijemo tiste velike količine kokice, lahko zaužijemo tudi neko določeno dozo magnezija. Naredimo spet nekaj za sebe.
Potem imamo fosfor. Ta je za kalcijem drugi najpomembnejši mineral v našem telesu. Zajema kar do 1% celotne človekove teže, prisoten je pa namreč skoraj v vsaki človeški celici, največ ga pa najdemo v kosteh in zobeh. Igra res pomembno vlogo pri presnovi, izdelavi beljakovin ter pravilnem delovanju celic, tkiv in mišic. Zelo pomemben pa je tudi za zdravje ledvic in srca. Pomanjkanje fosforja se lahko kaže v obliki omotice ali vrtoglavice, pojavijo se bolečine v sklepih, v hujših oziroma najhujših primerih pa tudi kot bolezni srca. Do pomanjkanja tega minerala lahko privede uporaba določenih zdravil, diabetes in pa tudi alkoholizem. Največ ga najdemo v mesu in mleku, jajcih, ribah in polnozrnatih izdelkih. Naslednja dva sta jod in cink. Jod pripada skupini mikroelementov, je pomembna sestavina hormonov ščitnice, ki igrajo ključno vlogo v procesu zgodnje rasti in razvoja večine organov, predvsem pa možganov. Pomanjkanje joda je najpomembnejši vzrok okvare možganov in duševne zaostalosti, ki pa jo lahko seveda preprečimo z rednim uživanjem dodatka, kot je na primer naš Naturemin. Glavni vir joda v Sloveniji pa predstavlja kuhinjska sol. Ta je obogatena z jodom. Res pa je, da se jod s padavinami spira v morje, zato ga v naravi najdemo predvsem v morskih algah, ribah in školjkah. Izhaja pa iz stare grščine in pa pomeni vijoličast. Zanimivo. Gremo naprej na cink. Ta spada v skupino mikroelementov in ga najdemo v vseh celicah po telesu. Pomemben je pri izdelavi beljakovin in je del številnih encimov. Sodeluje pri hitrejšem celjenju ran, pri pravilnem zaznavanju okusov in vonjev ter splošno pri podpori imunskemu sistemu, saj ščiti telo pred bakterijami in virusi. Zelo pomemben je tudi pri produkciji semena. V obdobju nosečnosti in v otroštvu igra pomembno vlogo pri rasti in razvoju otroka. Pomanjkanje cinka lahko povzroči močnejše izpadanje las, počasno rast pri otrocih in tudi neplodnost pri moških. Med manj grozne posledice pa sodijo izguba apetita, driska, motnje okušanja, oslabel imunski sistem ter bistveno počasnejše celjenje ran. Največ se ga nahaja v ostrigah, perutnini, rdečem mesu, polnozrnatih izdelkih in tudi v nekaterih oreščkih. Sledita naslednja dva minerala, baker in mangan. Baker je eden od pomembnejših elementov v sledovih, ki jih potrebuje naše telo, takoj za železom in cinkom. Prispeva k ohranjanju normalnega vezivnega tkiva, sproščanju energije pri presnovi, delovanju živčnega sistema, delovanju imunskega sistema, prispeva pa tudi k prenosu železa v telesu in ščiti celice pred oksidativnim stresom. Simptomi pomanjkanja bakra so nizko število belih krvničk, pospešena izguba kostne mase ter povišan holesterol in krvni tlak. Dobri prehranski viri bakra so jetra, ribe, žita, školjke, oreščki, kakav, čokolada, kava, čaj in nekatere vrste zelene zelenjave. Potrebe po bakru so povečane predvsem pri kadilcih, pri tistih, ki se intenzivno ukvarjajo z vadbo, pri visokih temperaturah okolja in pa kadar smo dovzetni za neke okužbe oziroma poškodbe. Mangan uvrščamo med esencialna mikrohranila in ga lahko najdemo v vseh tkivih. Potreben je za normalno presnovo maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov. Potrebujemo ga za normalen imunski odziv, regulacijo krvnega sladkorja, prebavo, rast kosti, obnovo hrustanca, obenem pa sodeluje tudi pri obrambi proti oksidacijskem stresu oziroma prostim radikalom.
Pomembne količine hrane se nahaja v hrani rastlinskega izvora, to so žita, riž, ajda, oreški, večje količine pa se ga tudi zaužije s pravim čajem. Zanimivo. In še zadnji med temi fenomenalnimi minerali je selen. Ta pa pomaga zmanjševati nevarnost bolezni srca, povečuje plodnost pri moških, spodbuja delovanje imunskega sistema in ščitnice, deluje tudi proti prhljaju, pomaga pri aknasti koži in deluje proti staranju. Pomanjkanje selena poveča možnost težave s srcem, lahko povzroči določeno obliko artritisa, neplodnost pri moških, zmanjšanje kognitivnih funkcij, lahko pride do izgube las in določenih sprememb na koži in nohtih. Dobri prehranski viri selena so brazilski oreščki, ti veljajo v bistvu kar za rekorderje po vsebnosti selena. Najdemo ga tudi v sveži tuni, polnozrnatem kruhu, orehih, rumenjaku, brokoliju, česnu, čebuli in še bi lahko naštevala. Tako, toliko na kratko o samih mineralih, ki jih vsebuje Forever Nature Min. Zdaj pa prehajam na rubriko Komu in zakaj, komu priporočamo uporabo Forever Nature Mina. Vsem, tako moškim kot ženskam, vsem, ki so fizično aktivni, v stresu, morda utrujeni in izčrpani ali pa se srečujejo s težavami v kosteh in mišicah. Vsem, ki potrebujejo nekaj za uravnavanje imunskega sistema ali delovanje hormonov ščitnice. Priporočljiv pa je tudi nosečnicam, saj v tem obdobju se, kot sem omenila, poveča potreba po določenih mineralih in vsem, ki so v obdobju menopavze, saj je to obdobje, kjer potrebujejo dodatno varovanje zdravja kosti in mišic. Torej, vnosa mineralov nikakor ne smemo podcenjevati. Če v telesu nimamo dovolj teh mineralov, lahko sčasoma opazite različne simptome, kot so utrujenost, slaba kakovost kože, las, nohtov ali druge različne zdravstvene težave. Torej, da vse teče tako, kot mora, je treba ta mikrohranila dopolnjevati z uravnoteženo prehrano ali prehranskimi dopolnili, kot je Forever Nature Min. Tako, na kratko sem predstavila naš fenomenalen Nature Min in verjamem, da ste izvedeli ogromno nekih novih dejstev in da boste lažje priporočali ta izdelek tistim, ki to potrebujejo.